Živjo! Pozdravljeni spet na mojem kanalu, z vami sem Katarina Arina Benček in današnja tema sem v bistvu jaz. Kaj se je dogajalo z mano v zadnjem letu? Nekako ne bom rekla, da se počutim dolžno, ampak zdi se mi pa mogoče tudi fair, da vam povem, kaj se je vse zgodilo. V nekem momentu sem posnela video I quit my job, zapuščam Slovenijo, selim se. Potem so bili neki videi z Balija, potem ste verjetno lahko spremljali, da sem ogromno prepotovala v tem letu, zdaj sem nazaj v Sloveniji in kaj se je v bistvu vmes dogajalo? To vem pa najbolj samo jaz. Nekako delim nek del svojega življenja z vami in mogoče sem zadnji čas govorila o fotkah, kako narediti dobro fotko, razšla sem se s fantom, kaj pa zdaj, ampak sem pa zelo malo povedala v bistvu res o sami sebi. Tako da, dajmo zdaj v bistvu odgovoriti na ta vprašanja, kaj se je dogajalo v tem letu. Ok, začnimo kar pri temu, da življenje na Baliju. Preselila sem se na Bali oktobra 2018, brez nekega točnega plana, kako bom. Oddala sem svoje stanovanje v Ljubljani, vedela sem, da imam nek zagotovljen prihodek, pa sem rekla vse ostalo, kar bom pa tam naredila, kakor se bom znašla, bo pa moj plus. In pol v bistvu sem se kar nekako malo prepustila, opazovala, kaj se dogaja, ugotovila, da je to v bistvu neka prestolnica Instagrama, influencer in sem rekla, bom pa še jaz probala, mogoče kaj narediti v tej smeri, kar me veseli in zanima. In tako se je v bistvu začelo neko moje sodelovanje z raznimi hoteli, restauracijami, trgovinami z oblačili in sem za njih ustvarjala nek content, se pravi fotografije, videe, itd. Spoznavala sem tam ogromno nekih zanimivih ljudi in videla sem v bistvu in se naučila od teh ljudi, da se je v bistvu treba vršiti ven, da je treba stvari probati. In tako sem v bistvu tudi dobila neko željo, da bi probala kot influencer tudi potovati. Ta ideja začela nekako tudi počasi realizirati, pripravila sem si nek plan, kako bi to dosegla in tako je tudi prišlo do mojega prvega potovanja in to je bila v bistvu Šrilanka, na kateri sem potem preživela kar 3 tedne. Potem je sledil Maroko, bila sem potem še na smučanju v Avstriji, na kar sem bila tudi v Maleziji, v Vietnamu in seveda tudi na bližnjih otokih. So we are at this beautiful location today. Oh my god, finally some Turkish water people. I feel like in Greece. This is really like a Greek Indonesian. Na ta način delati, da so to neke prednosti, če imaš neke sledilce, če imaš neko publiko, ki je s tabo, in v bistvu, če lahko tudi tem hotelom in restauracijam ali komurkoli ponudiš nekaj, ali so to slike, ali je to video, ali je to v bistvu neka objava na blogu. Tako da, Bali me je kar nekako v bistvu vpeljal v ta en svet fotografije. So to res gleda v realnosti, ker pač na slikah izgleda vse fenomenalno. V realnosti je pa to tudi lahko kdaj pa kdaj zelo naporno. Ker res loviš neke momente, neke tajminge loviš, veliko je enega dela, urejanja in ampak ok, ne bom zdaj govorila glih o temu, ker to prihaja v naslednjem videu. Tukaj bi se rada mogoče ustavila pri prometni nesreči, katero sem imela in tudi, kaj se je v bistvu res zgodilo. Jaz sem v bistvu z neko nedolžno Instagram objavo povzročila cel val napačnih informacij, ki so sledile v medijih. Pretepena blogerka na Baliju so bili naslovi, kar je v bistvu daleč od resnice. Kaj se je res takrat zgodilo? Zgodilo se je to, da lahko povem v bistvu, da je promet na Baliju zelo, zelo kaotičen. Tam se več ali manj prevažamo vsi z motorji, zaradi tega, ker če ne, enostavno obtičiš v prometu. In tudi jaz sem se vozila seveda na motorju. Velikokrat so me opozarjali, da nisem pozorna na svojo torbico, da ne dam raje vse pod zic, ali pa fotoaparat, pač kakorkoli. Jaz sem si pa vedno tako mislila, ne so se zdela ta opozorila mogoče malo pretirana. In enega lepega dne, res da je bila takrat že kar pozna ura, sem v bistvu vozila motor, odspredaj sem imela telefon na enem predalčku povezan s slušalkami, ker sem se vozila na neko novo lokacijo na drugem koncu Balija in sem poslušala Google Mapse, kam moram voziti. In kar od enkrat se mi približna z desne strani en motor in kaj se zgodi? Začutim, da je nekako preblizu meni in v tem momentu opazim, da v bistvu so potegnili za te slušalke, sta se pripeljala pač 2 Azijca mim in on je prijel v bistvu ta kabel slušalke in moj telefon ven. In jaz kot jaz, pač temperamentna,
Sem mislila, da sem mogoče v James Bondu, ne vem, kaj je bilo z mano, v glavnem, namesto da bi jaz tisti telefon pustila in rekla, lej, mega, ne, sem jaz čisto avtomatično odreagirala in sem v bistvu parela svoj telefon nazaj in on ga je hotel nazaj in videla sva se borila med vožnjo. In v tistem seveda, ne, sem jaz tudi par sekund preden se je zgodila nesreča ugotovila, da pač izgubljam kontrolo nad vozilom. In to je tudi zadnja stvar, katere se jaz potem spomnim. Naslednji prizor je v bistvu, ko se zbujaš, ne veš, kje si, ne veš, kako ti je ime, ne veš, kdo si, ne veš nič. Se pravi, v tem trenutku jaz nisem vedela nič, vedela sem samo, da je kup enih ljudi okoli mene. In grozen občutek, res nisem vedela, res kako mi je ime. Moja prva misel je bila, da sem na žurki pijana in sem se napila. Ker to je bil meni čist nek neznan, enostavno možgani niso sprocesirali, kaj se je zgodilo, verjetno pač tudi do udarca. Na kar, jaz se primam za glavo, pogledam roko, krvava. So me odpeljali v bolnico, kjer so potem naredili pač preiskave moje glave in vsega ostalega in hvala Bogu sem imela samo pač nek hujši pretres možganov. Ampak dejansko sem se toliko slabo spominjala stvari, da jim pač tudi ni me toliko še bolelo, verjetno od tega šoka. In sem takrat jaz ustvarila to Instagram story. So not everything in Bali is so nice and great. So yesterday they tried to mug me on my bike and tried to steal my phone and my purse and that's what happened. Opozorila ljudi, da naj pazijo na svoje stvari, da res naj, ko se vozijo na motorjih na Baliju, pospravijo vse pod sedež, ne. In takrat v bistvu na prvi pogled niti nisem izgledala tako zelo poškodovana, ne. Iz ure v uro se mi je stanje slabšalo. Kasneje sem izvedela, da se v bistvu od tega udarca, ki je bil, se v bistvu kri pač pod kožo, ne, se je začela prelivati po mojem obrazu in se mi je naredila ogromna buška, oziroma modrica, ne buška, modrica. In jaz kaj tazga še nisem videla. Potem se je sprožil ta val napačnih informacij, da sem bila pretepena, ne, ker je tako zgledalo, ker sem imela plav uč. Ampak dejansko nisem bila pretepena, sploh. Indonezijci so zelo miren narod in oni v bistvu bojo prej ukradli pa zbežali. Ne bo te noben napadel, ne. In moram potrkati, da se je moja situacija končala tako, kot je, da sem v bistvu ostala zdrava in živa. Ne morem tukaj tudi mogoče mimo komentarjev, kateri sem zasledila, prav je, zaslužila si je to. A ne, pač mislim, malo sem bila presenečena nad tem, da v bistvu dejansko v enih ljudeh toliko groze, toliko jeze, ko jo premoreš do človeka, katerega sploh ne poznaš in mu privoščiš dobesedno smrt. Tako da to je bil tudi eden takih šokantnih momentov zame, ne, in v bistvu v tistem trenutku sem bila pol kar malo šokirana, da moram še take stvari brati in se z njimi ukvarjati. Ampak to je šlo potem mimo ta nesreča. Jaz sem tudi 3-krat vmes prišla v Slovenijo, tako da tudi dosti hitro po nesreči sem se odločila priti domov. Sicer razlog je bil ta, da v bistvu sem izdala knjigo, ne, tako da gremo zdaj iz tele moreče teme v malo bolj veselo temo. To je moja knjiga, Ljubljanska izpoved. Ne vem, a ste že kaj slišali za njo ali ne, v glavnem, ta knjiga je tudi dvignila kar nekaj prahu, mislim sicer se to je bil moj namen, bodimo iskreni. Knjiga je v bistvu, kako je nastala, ne, pač veliko ljudi me je to vprašalo, pa kdaj si ti to napisala, ne. Prve besede sem res napisala po mojem leta 2008, če bom tako povedala, ne, ali pa 2009, ne vem, tam nekje. In to je bilo bolj kot ne v hecu, ker mi je oči skozi govoril, joj, Katarina, tebi se toliko stvari dogaja, ti bi mogla knjigo napisati, ne. Poklic biti pisatelj je zahteven, ker dejansko tukaj pa, to je pa čisto nekaj drugega. Ti moraš biti v ta pravem mindsetu, v ta pravem razpoloženju, da lahko neke stvari izliješ na papir, da dejansko to ubesedaš vse, kakor želiš. In v bistvu sem potrebovala takrat mir, ker ga sem, hvala Bogu, na Baliju res imela in sem se lahko dejansko posvetila temu pisanju, tako da sem imela kot nek ritual, ne, da sem v bistvu pisala. In potem jaz sem prišla do neke točke, ko pa tudi več nisem znala naprej. Sem bila tako, zdaj imam pa skoraj vse napisano, ampak nekaj mi še manjka, ne. In kaj Katarina naredi? Katarina se odloči, da kupi karto, da bo prišla v Slovenijo. Tako da dejansko čist zadnji stavki so bili napisani v
Evropi, najtančneje v Puli. Sem šla pač do mojih staršev na morje, tam sem bila spet mirana in jaz sem že kar se vse zmenila, kje bom izdala knjigo, ko bom izdala knjigo, bla, 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 vse je bilo že zmenjeno, ampak je še zmeraj sem imela konc. Pol je šlo pa kar enkrat zares. In pol valjda ne veš, kaj pričakovati in kakšni bojo odzivi in tako. Kar neka ideja, ki je bila vedno nekje v ozadju moje glave, je bila pol kar enkrat kleja, ne, in pač jaz tako, in pol kar enkrat naslovnica moram narediti, pa to, pa tretja, ne. In je tudi kar enega dela, ne, pa rabiš nekoga, ki bo zlektoriral knjigo, pa jaz nisem želela, da je v pravilni slovenščini, ne, ampak da je v bistvu tudi še zmeraj tukaj nekega slenga noter, pa žargona, tako da moraš najti tudi pravo osebo, ki te bo začutila, razumela, pol v bistvu je treba tudi najti nekoga, ki bo mojo idejo naslovnice prenesel na papir, ne. In tudi to sem potem v bistvu uspela in tukaj se bom še enkrat javno zahvalila oblikovalki Leji Plevčak. Ona je drugače v bistvu tetoverka in čisto slučajno sem naletela na njeno delo, mi je bilo zelo všeč in tudi v bistvu je ta naslovnica zelo spontano nastala zdaj. Kaj vi mislite, jaz sem to jaz na naslovnici ali ne? Hvala čisto vsem, ker ste se odločili, da boste kupili mojo knjigo, ker ste me podprli s tem, ker ste mi dali to možnost, da v bistvu sem pisateljca, ker pač pisatelj si, če tudi nekdo nekaj bere, konec koncev. V knjigi poigram s tem vprašanjem, kaj pač je vse res, Pač dejansko je tako, da v knjigi vse določene stvari ujemajo z mojim osebnim življenjem, pač kateri je tudi lahko nekako, če ne drugega, so ga lahko določeni iz tega, določeni javno spremljali, in ste lahko mogoče videli neko povezavo, ampak ja, še zmeraj je pa tako, da jaz prepuščam tukaj vaši domišljiji prosto pot. Ne vemo, kaj če je, a je res, a ni res. To je nekaj, s čemer sem se v bistvu poigravala od samega začetka nastanka te knjige. Vse živo se je dogajalo. In ja, in potem na neki točki iz Vietnama se je zgodilo to, da sem bila v Vietnamu spet neke 3 tedne, vse že proti koncu potovanja, na kar dobim klic od zdravnice, da moram nazaj v Slovenijo, ker sem imela v bistvu neke zdravstvene težave in ni bilo druge. In sem rekla, ok, to je spet nek klic v Slovenijo. Sem prišla v Slovenijo, potem po vseh teh mojih potovanjih, mislim, da sem prišla v Slovenijo, pa v bistvu nisem prišla v Slovenijo. Prišla sem v Slovenijo, sem šla najprej zdravniku, to sem imela vse isti dan, prestala sem na Dunaju, ob 8 zjutraj, ob 1 sem bila jaz že pri zdravniku in potem naslednji dan sem bila pa že na Hrvaškem. Tako da, to je bil ta moj plan. In potem je sledila Hrvaška, iz Hrvaške sem šla potem v Izrael, iz Izraela v Francijo, Monako, potem pa Španija in nazaj v Slovenijo. Ja, potem sem prišla v Slovenijo, sem bila tako, ok, kaj pa zdaj, zdaj sem tle, moram še zmeraj urejati te zdravstvene zadeve. Pa sem se pa kar mečkam tako človek tukaj zasidela, spet je to vse nekako moj dom, vedno bo. Pa sem imela pa kar enkrat tle čas. In ok, sem še zmeraj delala Instagram, sodelujem z ogromno nekih podjetij, še zdaj, za katero ustvarjam content, ampak meni je bilo to premalo. Ok, pač še imam časa, ok, malo potujem po Sloveniji, raziskujem Slovenijo. Kaj zdaj, Potem v bistvu je skozi ta urbani obešalnik mi nekako hodil naprej. Zakaj, Ker sem težek odvisnik od oblek, jaz pristam, to je moja odvisnost. Mami, ti si kriva. Zaradi tega, ker v bistvu moja mami je že imela trgovino z oblekami in dejansko od svojega 10. leta imam jaz oblek neomejeno na izbiro. In kaj se zgodi, ko jih nimaš, živiš v Zari, Berški, ne vem pač kjerkoli, v glavnem in kupuješ obleke in pol jaz kupujem in v nekem trenutku si rečem, pa čakaj malo. Pa če že to kupuješ, pa če imaš toliko časa, pa zakaj ne bi pa naredila urbani obešalnik Volume 2? Oziroma so nekako pismo ne bi več. Tudi prej, ko sem se že pogovarjala, pa igrala s to idejo v svoji glavi, sem rekla, ne bi več na isti način, ne bi se spet, ker meni je v bistvu najbolj došilo to, da sem mogla biti skozi na istem prostoru, tistih 9-10 ur na dan in da dejansko nisem imela časa zase nič. Delala sem 7 dni v tednu in sem rekla, ne boš ponavljala starih napak, upam, da si se nekaj naučila. In potem je v bistvu tudi prišla ta ideja za spletni obešalnik. Tako da ja, dejansko sem se potem odločila, da grem v spletno prodajo. Tako da urbani obešalnik se je spremenil v spletni urbani obešalnik. Zaenkrat še spletna stran ni aktivna, to še čakamo in v bistvu zdaj kar delam, prodajam preko Instagrama. Kar ne bom rekla, da ne pije vodo, ampak je naporno v smislu,
ker je treba odgovoriti vsem strankam in ko mi čakam, da bo spletna stran narejena, da bo to avtomatizirano. V bistvu je to kot neke vrste moj nov izziv, ne? Ker jaz sem pač človek, ki ima skozi neke projekte, a ne, če je tukaj knjiga, pa je bil tukaj Bali, pa tukaj se vedno moje kolegice hecajo, in kaj bomo pa čez 2 leti proslavljali, ne? Najraje imam pa to, ne, ko v bistvu že pol ure govorim in pol se mi kamera ostala. Sred pomembnega stavka, ne, se ni bil, hecam se. Tako da ja, no, v bistvu to je zdaj glede urbanega obešalnika, spletnega obešalnika. Ja, potem je pa tukaj še pač 4., katera stvar, se ne vem, kaj se je zgodila, ne, zakaj sem sploh v bistvu, mislim, zakaj sem ostala v Sloveniji. Ja, dejansko sem se zapletla v razmerje. Oziroma, ja, fanta imam. Poznala se že ful enih let in on je v bistvu mogoče tudi eden glavnih krivcev, da sem sploh ostala tukaj zaenkrat, če bo priden. Ne, hecam se in sicer nisem nek človek, ki bi zelo rada delila res svojo zasebnost, ampak itak sva toliko skupaj, pa potujeva skupaj in vse, da v bistvu ga človek ne more niti skrivati, če bi hotel, ne. Življenje je nepredvidljivo, tako da jaz v bistvu se probam prepustiti, a ne, in iti korak za korakom, ne obremenjujem se z tem, shit, tla bi bila pa zdaj na 40 stopinjah ali pa 30, pa zdaj sem tukaj, tako da si probam urediti tukaj življenje po nekem svojem okusu. Tako da ja, pripravljam še kup nekih novih videov, tudi skupaj z Markotom pripravljava enega, ker smo šla skupaj na potovanje v Kapadokijo oziroma Turčijo, je bilo tudi pestro. Tako da upam, da nama uspe spatati ta video, da boste videli v bistvu, kaj se je tam dogajalo, kako je v bistvu res potovati kot influencer in tudi on je prvič to okusil. Tako da bo lahko tudi malo več vam povedal o tem. Ampak ja, no, to so v bistvu te neke, da rečem, krajše iztočnice, kar se je zgodilo v tem letu. Mogoče sem še kaj pozabila, sigurno sem pozabila, ne bom toliko trbezlala o teh svojih potovanjih. Če imate kakšne vprašanja, valjda mi jih lahko napišete, lahko tudi še kakšen video na to temo pripravim, ne, mogoče res dati napotke, kako pride do tega, da potuješ kot bloger, influencer, ne, na kakšen način se tega lotiti. Ali pa mogoče se tega dotaknem tudi v naslednjem videu, ko ga z Markotom pripravljava. Tako da ja, no, pač to je to, kar sem vam želela povedati. Upam, da sem zajela ta neka bistva. Če vam je video všeč, dajte thumbs up. Ne me pozabite slediti na mojem Instagramu, Katarina Benček. Lahko seveda sledite tu spletni obešalnik, Markota boste pa tudi našli preko mene. Tako da, nič, se vidimo kmalu, upam, da vam je bil video všeč in upam, da sem povedala vse, kar sem mislila. Čau!